Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se je danes mudila na gimnaziji Kranj na uvodnem dogodku projekta Zmigaj, katerega častna pokroviteljica je. Namen projekta je aktivirati neaktivne mladostnike in jim ponuditi strokovno podporo ter motivacijo, da bi se zavedali pomena telesne dejavnosti za njihovo zdravje in razvoj. Projekt Zmigaj organizira Zavod za šport Republike Slovenije Planica v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani. Organizirali so tudi okroglo mizo o pomenu športne aktivnosti med mladimi. Na sami otvoritvi ste poudarili, da ste tako rekoč od malih nog pa vse do danes športnica po duši, vendar pa nimate več toliko časa, torej ste z veseljem podprli tale projekt Gimnazije Kranj in tudi vseh ostalih šol Zmigaj. Tudi malo nisem oklevala, ko so me prosili, da prevzamem častno pokroviteljstvo nad projektom Zmigaj. Izjemno pomembno se mi namreč zdi, da v današnjih časih, ko so mladi preveč časa prikovani na stole in pred digitalne zaslone, da jim bo gibanje vendarle omogočilo neko bolj zdravo življenje. Res je, sama nimam več veliko časa za te stvari, ampak si ga je kar treba vzeti. Veste, mogoče bo ta projekt malo zmigal tudi mene. Tudi jaz veliko sedim, veliko bulim v ekrane, ampak ne nazadnje. Gibanje pomeni zdravje, gibanje pomeni večjo samozavest, gibanje in šport ti dajete disciplino. Vse to pa je pomembno, da bomo v življenju lahko uspešni. Kadar imate čas, je za vas največji užitek, da se usedete na motor? Seveda, to je užitek, veter v laseh, s čelado na glavi, ampak vseeno, ko imam čas, grem še vedno zelo rada na bowling in zelo rada imam sprehode. V Radomljah, kjer sem doma, imamo eno zelo lepo sprehajalno pot ob Kamniški Bistrici, kar velikokrat se podam, več krogov lahko naredim ali pa krajšo, daljšo pot, odvisno koliko imam časa. Zadnje čase sem pa veliko tudi na kolesu, res je sicer, da imam električno kolo, ampak tudi tam je treba goniti pedale. Meni moj sin je enkrat zabrusil in rekel, da zdaj si pa kupila kolo, pa že misliš, da si Pogačar, ampak evo, vedno si najdem nekaj, da razgibam svoje telo, definitivno čutim, da takrat razgibam tudi svoj um. Po koronskem času smo zasledili slabše rezultate gibalnih sposobnosti otrok. Zdaj kot predsednica želite in s to podporo projektu Zmigaj tudi napovedujete še več podpor tovrstnim projektom, ki so v bistvu osnova duševnega, ne samo fizičnega zdravja. Imate prav, seveda, duševno zdravje, to vse sodi v ta sklop projekta Zmigaj. Z vsakim projektom, ki ga bo Slovenija še naredila, ga bom z veseljem podprla, torej vsak projekt bom z veseljem podprla. Izjemno pomembno je, da takšni projekti nastajajo. Pravilno ste ugotovili, COVID je pustil svoje posledice in če so meni informacije dovolj znane in jasne, je ravno populaciji srednjih šol pustil večje posledice kot v osnovnih šolah. Zato je prav, da se eden prvih teh večjih projektov fokusira prav na srednješolsko populacijo. Super, pa mogoče še za konec vprašanje. Kot predsednica, kater dan v tednu pa imate čas? Ste rekli, da nimate preveč časa za šport, ampak kater je tisti dan, ki si pa lahko vzamete za vse to? Kakor nanese. Včasih ne vem, kateri dan sploh je. Zame so petek, sobota, nedelja in vsi dnevi največkrat res delovni. Tako da moja draga tajnica, če delam sobote in nedelje, mi potem ponedeljek napiše kot prost dan in zagrozi mojim svetovalcem, naj se tega dne ne dotikajo. Kako pomemben je za srednješolce kot skupino, populacijo, ki jo je COVID v bistvu močno prizadel? Jaz sem zelo vesel in ponosen in počaščen, da je Zavod za šport Republike Slovenije Planica bil nekako, mu je bilo zaupano, da organiziramo in vodimo ta projekt Zmigaj. Res je, da je COVID samo še, bi rekel, poudaril to potrebo, da mlade srednješolce še dodatno ali pa iščemo načine, kako jih dodatno spodbuditi k gibanju. Predvsem tiste, ki sicer niso športno aktivni, niso gibalno aktivni.
Vzvod nekako, ali pa res alarm je bil ta ekranizacija in pa tudi nekako pomanjkanje virov, resursov, ki se je namenil tej generaciji za ta namen. Jaz verjamem, te prvi odzivi to je nekako pilotni projekt, 24 srednjih šol je vključenih, več kot 1500 dijakov, ampak te prvi odzivi po pol leta, recimo aktivnega poteka projekta so fantastični in jaz samo upam, da se bo izkazalo, da je projekt bo dal smernice za sistemsko povečanje spodbudo, povečanje števila ur gibanja. Govorimo o 2 urah, sliši se malo, a vendarle 2 uri lahko na teden veliko spremenita. Zelo veliko. Zdaj, tisti, ki smo že odrasli in se sami motiviramo v gibanju, vemo, da je že, pol ure, 3/4 ure na dan nekega gibanja, ko odklopimo od vseh bodisi službenih, bodisi pa družinskih zadev, ki nas obremenjujejo, vemo, kakšen pozitiven učinek ima to na gibanje. Enostavno je način življenja dan današnji tak, eno so ekranizacija, drugo je sedeč način, se pravi, ne upravljamo del, ki bi samo po sebi zahtevali, da je vključeno telo bolj intenzivno in zato je za naše zdravje in posledično tudi bolj uspešno družbo to neizmernega pomena. Kako so sami dijaki sprejeli ta odziv? Dijaki so bili zagotovo veseli tega projekta. V začetku so sicer vstopali v to z nekim vprašanjem, ker niso vedeli, kaj jih čaka, ali jih bomo nadzorovali ali bodo ocenovani. Ko so zvedeli, da imajo možnost sooblikovanja športne vadbe oziroma sooblikovanja izbire samih športnih vadb, ki bodo na voljo, se je številka iz začetnih 60 dvignila čez 80. In kakšne so te športne vadbe, ki jih imajo na razpolago? Zaenkrat imamo 5 skupin. Prva skupina ima na programu plezanje, druga skupina plava, preostale 3 skupine imajo kolektivne športe v šolskih telovadnicah, sledi pa zdaj v zimskih mesecih smučanje. V spomladanskih mesecih smo se pogovarjali, da bodo imeli na voljo tako pohodništvo kot gorsko kolesarjanje. Padla pa je tudi ideja, da bi odšli na rafting oziroma na supanje po Savi. Dogodek je potekal v slogu projekta Zmigaj, samega, torej razgibano, mladostno in aktivno.